Dober večer, vsem tukaj zbranim. Dovolite mi, da v imenu Notranjskega domoljubnega društva izrečem najprej eno dobrodošljico gospodu Stanku Perparju kot glavnemu gostu. Seveda glavni gost bo pa njegov oče, ki nam bo on predstavil njegovo zgodovino, njegovo vedenje, kaj vse je počel, bomo izvedeli iz prve roke. Potem tukaj pozdravljam naprej generalnega sekretarja Zveze društev generalmajstrov Slovenije, gospoda Rudija Pfajfarja, poslanko Ivo Dimic in seveda našega vodja današnjega večera, Darkota in nepozabne dragonarje. Prosim, Darko. Prevzame besedo. Moram najprej sporočiti, da smo naš pevski zbor pred kratkim zgabili svojega tovariša, pevca, in bomo zdaj prosili za 1 minuto molka, tudi Janez Milavc. Zelo ga bomo pogrešali. Slava mu. Spoštovane obiskovalke, spoštovani obiskovalci, cenjeni gostje za večer, še z moje strani. Danes gostimo res enega pomembnega človeka, ker se v njemu pretaka še dragonarska kri celo. Mi dragonarji smo še posebej veseli, ker snujemo eno zgodbo in delamo povezave v Zvezi Majstra, pa v Zvezi tega 5. dragovskega polka, ki ga predstavljamo. Eni pravijo, da pač nekaj potvarjamo v zgodovini, ampak kar rečemo in kar povemo, to je iz zapiskov. Zdaj, če so kakšni zapiski zgodovinski narobe, pa tudi mi morda kakšno stvar narobe povemo. V glavnem pa smo veseli, da je z nami gospod Stanko Perpar, sin doktorja Stanka Perparja, znanega zdravnika v Rogatcu. In bomo začeli kar počasi. Zdaj bi prosil, da se morda na kratko predstavite, pa tudi vaš poklic je bil zanimiv. Lep pozdrav, gospe in gospodje. Sem vesel, da sem lahko v vaši sredini tukaj, da vidim nekaj znanih obrazov. Jaz sem pravzaprav, mislim, da mogo začetek reči, da mi je gospod Gvido Homar takrat zelo pomagal na začetku, ker je hotel izluščiti to zgodbo od mojega očeta kot športnika. In ko sem jaz preistaval te razne papirje od očeta, sem najdel tudi, ko je opisal, kako je bil kot koroški borec. In od tega naprej se je pa začelo to razvijati. Ta življenjepis njegov, ker je bil tudi tak športnik, vsem v tistem času, ko atletika še ni bila tako zanimiva. So pa bili te ljudje, tudi moj oče, to je bil akademski športni klub Liburnije. To so bili ljudje, ki so bili prikrajšani za domovino, zato ker je Italija pobrala en velik del, se je bila meja tako rekoč izklene. In so potem pač s tem, da so se udejstvovali športno nekako ta duh primorske naprej vozilne. No, vaš oče je bil rojen v Planini, ne? Starša sta pa živela v Pazinu. Kako to, da je bil on potem rojen v Planini? Moj oče, stari oče, je bil, se temu reklo, financarno po domače gleda. Vendar precej visoko. Davčni uradnik, vendar precej visoko, tisti, ki jaz tega
da nimamo občutka, da v karijo se veste, ne vem, čista. In je živel, to so ga pač razporejali, to je bil državni uradnik in da so ga poslali, kamor so ga poslali. In je bil tam in ko je mama imela za roditi, je šla v planino, v hišo, kjer se je ona rodila in kjer so bili njen oče, njene sestre, tam so bile 4 sestre. In tam je pol tudi moj oče, ko je doštudiral, ko je postal zdravnik, imel tudi svojo prvo ordinacijo. To je ta hiša, ja, na levi posodici. Tle pa oče že v boljših letih, prva od te hiše. Tam se je on strašno dobro počutil, lastnica hiše je bila ena teta Ivanka, ki je skrbela za njega, ona ni imela otrok, in je skrbela za njega in mu je tudi pomagala, ko je študiral. On je študiral 1 leto še v Pragi, pa mislim, 2 leti v Gradcu, kar ni bilo poceni, tako da mu je ona pomagala. Potem je oče hotel še, da bi še specializiral, ne vem, na oči ali pa na zobe, pa nekako ni več šlo. Je pa, ko se je rodil v planini, so se potem preselili v dolino. Ja, potem so pa očeta, starega očeta, Ja. premestili v Tolmin, je bil tam in je bil zelo agilen v tem društvu slovenskih hribolazcev, kako so jim takrat rekli. In je bil strašno navdušen za hoditi. In so prišli ljudje tam iz tistih hribov okrog Tolmina, da jim je toča vse razbila, brez nekaj. Njemu se je pa dal in je šel peš pogledat, če je res bilo hudo, je imel tako veselje. Je imel pa to navado, da je očeta mojega vsak dan, kakorkoli je bilo vreme, sta šla na grad, pa na tiste skakalce, da je bil nekako v formi. On pravi, da je ravno zato bil v športu, ker je bil že streniran prej. Pol iz Tolmina so se pa mogli odseliti, ne? Tolmin je bil pa vojna tista, kako bi rekel, cona, jaz sem gledal. 25. maja je šel menda zadnji vlak iz Tolmina in tudi je Vasja Klavora, to je tudi en tak zgodovinar znan, tudi žena mojega pozna, so v isti hiši stanovali. Ta je rekel, da so takrat s očetom njegovim odšli, ker to je bila vojna cona in so izpraznili, so si mogli jeti. Zdaj, ene so dali zelo daleč nekam na Češko, na taborišča, kaj. Moj stari oče je pa dobil službo v Ljubljani in so tam v Ljubljani stanovali. Tako da je bil v Ljubljani in je, ko je bilo vse te stvari konc, oče študiral v 2 leti. Medicina je namreč bila samo 2 letnika takrat. Ni bilo 4 leta, kot je zdaj, ampak 2 leti pa moral je kam. In ozemstvo, No, to je ta hiša, Ja, to je ta hiša. Ta vrata so bila meni tako zmeraj kot otrok všeč, To so bila tako narejena, da enkrat so menda probali vlomiti, pa jih nisi mogel dvigati, ker je bila že rob vrat tako gor, tako da se ni dalo odreti, to je bilo čisto, ker je tak tamičken. Pa moram povedati, da smo šla slikat, da se še vidi sledi vlomu, pa to je bilo nazaj. Izbito je, tisto, ja. No, tu na vrh je ta stara zgradba, spodaj pa tu zdaj. To je, Saj tu veste, ti je v planini, številka 77. No, tu. To je pa Kramen, ampak. Ja, ampak je zraven je bil hotel, Zdaj je tu vse malo drugače. Tukaj je pa vaš oče spoznal svojo bodočo ženo, Vlado Osvečak. Ja. Moja mama je bila, študirala v Franciji, v Grenoblu, in potem je prišla domov v Jugoslavijo, tega je bila že Jugoslavija, in je bila pri tej Havas, to je bila ena, tako kot je bil Tanjo včasih, ne vem, kako se zdaj tem agencijam reče, in je prevajala njih takrat, ko so Aleksandra v Marseilju bil, atentat je bil,
In tam je nekaj meni je razlagala enkrat, ona je bila tako, da je kar tipkala, ne, brala je tekst, pa je po hrvaško tipkala, še drugo. No, in se je malo tisti list zamaknil in eno neumnost napisala, ne. In pol je bil cel kravaj. Pol je pa šla tako, da se je malo odpočila in prišla pa z eno prijateljico, ki je bila neka bolna, v Logatec. Logatec je pa takrat nekaj zelo ponujal v turizem, je imela dolg časa spravljen en tak prospekt od Logatca, pridite, v glavnem so bolj reklamo delali za smučarijo pa te stvari. In je tam stanovala privat pri eni gospe Hodnikovi, no, se tudi poznal. No, in edini kraj, kjer se je v Logatcu kaj dogajalo, je bila ta gostilna Kramar, ki je imela eno lepo dvorano, to pokrožno. In to je bilo takrat, zaradi Aleksandra, so bili prepovedani, eno leto je bilo žalovanje. In so bili vsi plesi, vse take stvari prepovedane. In to je šlo mojemu očetu strašno na živce. In je zorganiziral, je kupil gramofon, je organiziral tega plesnega učitelja, pa se še ne bolj učil. Jenkota, da je prišel v Logatec in da so velike, ker šola je bila pa dovoljena. Šolo niso mogli prepovedati, ne. In so imeli pol pač tam, kaj je bila šola, kdaj je bilo veselje, to je že druga stvar, ne. In tam je pol spoznal moj man. No, tu je glavna slika, poročna slika, ne. Ja, po nekem. Tam skrajno levo je pa Ivan Kovšca, ne, to je pa Pa stari oče. stari oče, ja. To je bil, pa on je imel gostilno, pa ne vem, vse mogoče stvari so, ne. Pa v glavnem mislim, da so tu pa zlezli. Ta notranjski konc so bili ljudje, ta glavnšeh je bili. Pa so trst podajali za ladji. No, to je fotografija družinska, ne, je starša pa sestra, ki je bila starejša, ne. Ja, Ona je bila tudi zelo znana kemičarka, ne. to je bila pa sestra od očeta. A sestra od To je pa očeta, moja ja. sestra. Aha. Sestra od očeta je bila pa profesorica kemije, mene zelo stroga, ne, sem bil zmerom previden, če sem kaj me kakšen vprašal, ja, to je moja teta. No, pa teh sem jih jaz poznal, se jo menil v čislah, no, kakšni pa najbrž med me. Namreč v zvezi s to teto moram še to malo tako videti, če vam ne bom preveč časa porabil. Ona je bila po Poldevu usmerjena in so jo dali v Celje učiti na gimnazijo. In ko so prišli Nemci, so jo prej zaprli v tisk, kaj je že bil, tiskar. In moja mama, kakor je pa tako, ne, se je spravila, da jo je spravila ven. Je šla v Celje, je tam hotela priti do tistega, ne vem, kaj je bil NSS oficir, ne, pa jo ni pustil in je šla na tisti trg tam pred, ne vem, v mestni hiši je po moje bil in jo ubila, ga klicala in ti se je pa pustil tam babnica, ne. Pa so jo pripeljali dol in ji ni dala žilca miru, ne. Je rekla onemu stražarju, ki je ni odpustil, je rekla, no, zdaj bom pa le prišla not. Pa je rekel, ja, gospa, ampak če boste prišla ven, to je zelo takrat se vece. No, in to teto naj bi zdaj, ona je rekla, da bi jo najbrž v Nemčijo poslali, jaz sem nekje drugo slišal, da je bila že na listi za talce, v glavnem moja teta, mama je spravila ven, pa so jo pa skrivali v bolnici, pa tako, ker če bi jo Nemci dobili, bi se jo sicer spustili. Celo stvar so pa tako organizirali, ker je bila rojena v Tolminu. Tolmin je bil pač med obema vojnama Italija, je imela seveda status Italijanke in so jo pol zatemali z enim nemškim, kaj ste in kaj, menjava med Nemcem in njo kot Italijanko in jo na ta način spravila. No, pa smo pa šli nekako do prve svetovne vojne, ne. Vaš oče je 17. leta. Ja, on je bil 1899 rojen, Ja. 17 je imel 18 let in vojske, torej Avstrijci imajo takrat šlo že zelo za nohte, ne, in so te mlade fante takoj poklicali. Je bil star 18 let, ne. Ja, tisti. In je pač moral predstaviti svoj maturo, to se navadno dela nekaj junija, kdaj,
v glavnem na februar že kdaj, tako da je maturo mogel narediti. In meni je tako povedal, je, ko sem bil vesel, ker mu matematika ni nekako šla, pa se je bal mature. Tako da tam pa zgleda, se veste, ne moreš biti profesor, te otroci bodo drug mesec že na fronti, ne. In je pač naredil to maturo in pol je šel v, kako so temu rekli, enoletni prostovoljec. To je bilo prostovoljec tako, ne, v narekovajih, ne. In je šel to eno šolo, Oficersko šolo, ne? oficirsko šolo, Na Terezium, ja, tu mi je gospod Komar nekje najdel to podatek. In pač, ker je bila oficirska šola, v to šolo je prišel zato, ker to je bila elitna šola, ker je bil njegov oče, tak finančni uradnik, odlikovan kot Vitez. vitez. Na ta način je imel pravico sina spraviti na eno tako. To je bilo pač elitno in to se tudi Klemot lepo piše. Če je hotel v to šolo, je moral biti svojega konja. Bo mogla družina poprskati po financah, da so mu konja kupili. Ker pol, ko je pa končal, ne, ko je šel po pluhu, je pa dobil konja, ne. In to mi je tudi pravil, to je bilo zanimivo za mene, no. Pol se je šel pa v Rusijo na bojišče, tam nekje okrog Lvova, to je bila pravzaprav Ukrajina, ne. In je rekel, so ti ruski vagoni, ki so neki širši, in so bili v enem vagonu takem, za špino, ne, takem, 4 posle, ne, 4 oficirji so spali tam not, v naslednjem vagonu so bili 4 konje, pa 4 tiste hlapce, kako bi se reklo, da so konje lihtali, ne. In je rekel, da kako je počasno bilo. Ko so prišli na eno postajo, lokomotiva, je zginila nekam in so čakali. Ko so šli tam vprašati tistega majstra, ne, od železnice. Ja, je rekel, si čas. To enkrat, ne, malo, ja, ampak v Rusiji je že si čas, že to, ko bi te uri, ne. Tako da zelo dolgo so se vozili, je bil pa menda strašno zadovoljen, ker so tisti kmetje nosili prodajati kruh. Tule v Ljubljani je bilo že, so kar fejst stradali, ne, so bili tiste karte, tam so bili pa taki, je rekel, lepi hlebci belega kruha, pa mleko in moj oče, če je bil mlek pa kruh, pa ta teta moja, ki smo prej govorili o njej, ta je bila tudi rekla, veš, jaz sem, da imam kruh pa mlek. Tako da, no, tam je bilo kar v redu, najpol je bilo pa seveda, so prišli na fronto, tam je bilo kar hudo. Povrh tega je še nek pojedel eno pokvarjeno konzervo in si je za cel življenje pokvaril. Kadar je bilo kaj tako, ga je precej pognal, no, da tako rečem. In je tudi šel tam k enim kmetom, da smo mu dali nek piti, pa tako. Tako da na ta način, veste, slovenski, jaz sem rekel, kako da ste pa razumeli, ja, je rekel mlek ali pa mleko, to se že zastopi, ne. Tako da tam je prišel in vmes je bil tudi dvakrat, se mi zdi, je imel eno medaljo za hrabrost. In če si imel še eno, se kle vidi, si imel takle srebrn trak čez. To je pomenilo še enkrat. Namesto da imel 2, si imel eno, si imel trako. In kakor se jaz malo spomnim, to je pa res že zelo nazaj, da so menda neki Rusi streljali, da so tistega, ki je bil mitraljeza, kaj, da so ga zadeli ali dobili ali tako, in je oče kaj skočil in je začel on streljati, pa so se Rusi umaknili. In to je bil pač pohvaljen zvečer pri kako se že reče, po večernem poročilu in da je pa to dobil. No, tukaj bi jaz dodal še neokultesno odlikovanje. Ja, Da tako odlikovanje, ampak zlato, je dobil tudi Margaj, ne. To je najvišje priznanje za pogum, ne. Zdaj, tam na desni strani, to je pa Karlov četni križec. To so pa dobili vojaki, ko so 12 tednov bili na fronti, pa vsaj enkrat v bitki. To je bilo tako pravilo vojaško, ne. Se pravi, te je bil oče spravljeno eno celo škatlo teh medalj, ampak onih drugih športnih, ne.
In potem je bilo pa zanimivo, ko so takrat je pač vse vemo, v Rusiji je prišlo do revolucije, Rusija je izstopila iz vojne, ne? In so te vojake šibali po moje na Šoško fronto. Ker je rekel oče, v primerjavi s prej, ko so čakali tisto lokomotivo, vsi čas, pa ne vem kaj, je rekel, smo šli nazaj, so prišli na postajo, je že druga čakala, priklopili, pa smo šli naprej. No, ampak so bili prepozni, ne. Pol je bil tisti preboj, bili Kobaridovi, je bilo, je se skrat končali se, ne. No, pa je on to sprejemal tako preko razpada Štroberske, ne? Ja, težko rekel, kako je sprejemal. Jaz sam vem, da mu to ni čisto nič ugajalo, ker so prišli v Plevino, ne. Takrat in so bili Italijani. Italijani so takrat še od Logatca naprej prišli, nekje pri Brkniki, so se obstavili. In se je mogel javiti in so rekli, ja, da bi mogel iti v italijansko vojsko, ne vem kaj, kako, da bi mu pa čin priznali, ne. Kar je oče šel na Blah, v Ljubljano, v Mariboru, ali kje je bila tista, in je šel za Koroškega borca. Tako je prišel do tega. No, to je pa tudi zanimiva zgodba zelo, ne? Najprej je šel prek morja, Ja, in ogri so se že umikali, ne? Nekaj v Lendavih je še nekaj bilo, zdaj, ko je prišla ta vojska Maistrova, poveljnik je bil poročnik Jurišič, so jih v bistvu, so oni pred njimi bežali, niso niti napadali, ne? So se strašili in so, če ste to rekel, ne vem, kaj zdaj nareka, bila so šli čez. No, in pol so v Lendavi pa prav bili veseli, ker so pregnali te ogre in so veseljačili. No, pol se je pa začela ena druga zgodba, zelo huda. ja, to je bilo v Murski Soboti, ta hotel, še zdaj je tisto hotel, ne Diana, to je bil prej. Dobraj. Dobre, ja, hotel Dobre, tam je tudi en tak balkon, en kup stvari, ki so se dogajali v Prekmurju, in so z tistega balkona oznanjali, ker so naredili tisto eno republiko, če se spomnite, pa take stvari. No, in to je bilo prav mnoga leta, mislim, da je bilo prav za mnogo let. Fantje so bili mladi, vojne je bilo konc, Madžari so se vrnili, kot ste rekel, ne. So ga malo lumpali, ne, je rekel oče, ob 3 ponoči. Ropot so ga zbudili, so Madžari z 30 puškami v njega spojsle in so ga vrnili spojsle. In vse tiste njegove, ki so bili. In pol zjutraj so ga pa peljali streljati. Zakaj, ampak pač treba da je bil najvišji počinu, ne, od tistih. In ga je rešil en župnik. Zdaj, to je v eni knjigi, Lipa zelenela je v 5. knjigi, je to vse opisano, to je v enem jutru izkajalo, kot en podliste, kako je bilo. V glavnem, en duhovnik jih je toliko časa prepričal, da to pa ne, da ga ne morajo, ker Madžari so hoteli, da če koga ubijejo, pa mora prej biti z Bogom poglihan, ne, bi rekli. In torej, v glavnem so jih potem, ga niso uspeli, ampak so po zaslugi tega župnika, to je dejstvo, so jih potem na Madžarskega, so jih tam v eni šoli zaprli, v prvo nadstropje gor, in ne vem, koliko jih je bilo, enih 10 rečemo, tam nekje, so rjuhe zvili, eno v drugo zvezali in skozi okno potegnili. In pol so bili zunaj in so se morali odločiti, kako zdaj nazaj v Jugoslavijo. Ena skupina je šla v železnici in tista je srečna prišla. Moj oče se je pa odločil za ono, ki so šli po cesti, je rekel, po cesti si manj, če si na železnici, reče, to pa tekle hodijo, ne. Na cesti pa bolj promet, ne. Sam ni pa vedel, da je bil eden od tistih, ki so šli po železnici, znal madžarsko. Ker te niso znali nič madžarsko. Kdorkoli bi jih postavil, bi brez pohopali, ne. Tako da so jih pol ujeli, in pol je bila pa tista na Madžarskem Sovjetska republika, kako se je Bela Unija, tisti so ga spustili, in pol, ko je prišel nazaj, je šel spet na, kaj je že bil, na Koroško. Velikovec. Na Velikovec, ja. In tam je bila spet ista zgodba, se pravi, oni Nemci so se umaknili, so jih pregnali,
Po noč so prišli nazaj, sem oče rekel, veš, jaz sem bil pa pameten, sem vedel iz Murske, kako kaj te čaka in je spal pri konjih. Včasih, ne vem, je še tam v planini, kjer je bil oče rojen, vem, da so imeli štalo, so bili tudi konji in so imeli en tak iz desk narejen, kakor je bilo pojstvo, pa seno, no, tam je tlap spal, ne. No, tako je on spal tam in ko je začelo, je takoj naskočil in ušel. Takrat je pa še z enim drugim, bedna se zdajle ne morem spomniti, je bil pa tisti drug, ki sta skupaj se ubitala, da tako rečem, skozi vrat ustreljen. Ampak vem, da je preživel zato, ker sva ga enkrat pol v Ljubljani srečala in mi je oče tudi celo zgodbo pravil, ne. Tako da je bilo živahno takrat. No, da se še mičkeno vrnemo na Prvo svetovno vojno, ne. Vaš oče je bil praporščak v tehno-dranovskemu polku, čin podporočnika, to je v bistvu začetni čin, ko pridejo iz oficirske šole. Vaš oče je dobil tudi medalje, ne? Na Koroški fronti ali v... On je dobil potem eno, za to Koroško, on je rekel zelo s Koroške, da je dobil eno medaljo, jaz ne vem. Jaz imam v spominu, da je bila to Sveti Sava. Ta gospod, ki je pa to raziskoval, Gido, je najdel nekje eno drugo. Eno teh Svetih Savov na spisku ga ni dobil. Vem pa sigurno samo to, da je oče mislil narediti majorski izpit, ker takrat je izgledalo, da bo vojna, ne, to je bilo vsem jasno, da v 30 letih, in je mislil, da mu bodo to avtomatsko priznali, ker je imel to običajne. Zdaj, kaj več pa. Zato pa sem sigurno, da je imel to. Kaj se je pa zgodilo v vašem odlikovanju? On je namreč napisal tudi, menda zelo, da so mu še pisali, ko se je prijavil po vojni, ne, me pošlje svoje spomine, on je napisal spomine na te Koroške borce, pa to medaljo je skuril. Te medaljo v spiske, ker si je bal, ko so prišli Nemci, to, in ga kakšen kacet poštari, reči, da to meni. Tako da ni tega ni. Drugega pa jaz ne morem reči. Mislim, to so bili čisto drugi cajti, ne. Ko so bili Italijani, je menda še kar nekaj pošlo, ne. Moj oče je imel to finto, ne. V tisti hiši, kjer smo stanovali, je bilo prvo eno stopnišče in je šel in je z eno tako špricanco, ne, eno tako žilo. Ko so tisti vojaki prišli, so rekli, pa je tle, ja, tle je pa do tole, ne, in so se bali, da bi kaj fasali, ja, je pa tu še lušni punci fasal, kakor tam pritohtali z kljuke in je imel mir nekako. Ko so prišli Temci, pa ni več briga. Rekli, da skuži, sobo zakuriti, prezračiti, večerjo dati, ne. In to je rekel, da je bilo parte tako zoprno. Moj oče je znal dobro nemško, ne, če je v Nemčiji študiral v Avstriji, ne. In je rekel, enkrat zvečer, nikakor ni hotel spati, šimfal čez Hitlerja, pa niso vedeli, ali je producira, ali tako da je bilo strašno, da je bilo bilo. V obdobju kraljevine SKS je bil vaš oče izreden športnik, ne? Ja. Bil je pa med drugim tudi zdravnik na železniški postaji Rakek, ne? Ja, on je bil na splošno, imel eno, tak žit je imel, kaj bil železniški zdravnik. In je bil prav ponosen, imel eno tako kartico, temporer, kaj je rekel. In je imel za vse vlake še na lokomotivi, je bila, enkrat se je z lokomotivo pripeljal, pa je bil po tistem plašču, kaj je črnce, kaj je mama, kaj je ga. Tako da je bil s temi, in tudi one, veste, so dostikrat klicali, telefone so imeli tako, da so iz ene železniške postaje, zlasti spomnim konkretnega, klicali na Rogaško postajo, Rogaška je pa k nam domov v telefonu klicali. Pa je oče vedel, že je rekel, ja, jaz grem 6:15 bom šel, pol bom pa čez ne vem kateri vlakom prišel pa nazaj in je pač tisti, navadno so bile. Takrat so vsi to zelo verjeli v
antibiotike, penicilin. Ne. In če je bila kakšna taka huda angina, to so dali penicilin in so bili vsi. On je tle na Železniško postajo enkrat na teden, ne? Ja, je hodil, to je pa še čisto, skoraj kot že konec. No, bil je pa tudi športni zdravnik Telesno-kulturnega društva Ratek, ne? Ja, te so k njemu, ker je tam bil, hodili še ti športniki, po Logatcu je tudi imel. Vam bom povedal zanimivo, sem ga vprašal, enega mojega prijatelja iz fotokluba, je izločil, da ne sme tekmovati. Tako ja, je rekel, vsak mu je dal od teh športnikov 10 početnikov. Ko je pa poslušal stetoskopov, kako hitro se mu srce umira. In če se je hitro umiral, ok, ne, temu pa tukaj ni hotel, ne. To je bila pravzaprav dosti bilo komplicirano, pa EKG, pa ne vem kaj. Tam so pa zdravniki pa stedi, ker so imeli nekako stvari izgledali. Tako da Jan Rakek je bil zelo. No, to je en časopisni izrezek, ne? Ja. Iz tega Triovskega časopisa opisuje te njegove športne dosežke. To se je spomnim, ker je prišel tam gospod Mrak, se je pisal, on je organiziral šport v Logatcu, tiste skakalnice, ne vem, zdaj se jih še pomnite, ampak takrat je bil to višek, ko vse te tekme pobiti, 50 metrska, to je bilo takrat kar nekaj, ne. In je rekel oče, danes večer, to je pa gospod Mrak, meni je nekaj napisal, no in sta tisto skupaj pregledala, tako da tisto, kar je v tem časopisu objavljeno, je, kako bi rekel, potrjeno tudi od očeta, no. Tako da tako se je začela pravzaprav, da so malo vedeli Logatčani, da prej niso. Bil je doktor, če se rabo doktor, je šel kaj, edin doktor je bil koliko let. In pri nas je zvonilo ob nekateri koli ure noči ali dneva, hitro, gospod doktor, pa je mogel jeti, pa je šel, pa je to. Bil je izvrsten športnik, ne, in je bil tudi na olimpijskih poletnih igrah v Parizu leta 1924. Tam je bil, nosil je sekle na sliki, se lepo vidi, da je bil vendar tisti, ki je zastavo nosil. Meni se tega ne spomnim, da bi kdaj pravo, ne vem. Mi je pa sestra pravila in to še manj preskrtljen. On je razmeroma slabo se uvrstil, slabše, kar je bilo za njega, da je imel meni ravno ta problem z driskom. Da je nekaj pojedel in pa ni bil v polni formi. To mi je pa sestra tako še teden 14 dni pred smrtjo povedala, da so nekaj debatira. Tako je bilo začetno. Je pa tam tudi denarnico zgubil, ne? Tam so ga ukradli. Kako se rečemo, garderobi je pustil rekel, spalo kaj s tem kaj, denarnico, ampak denar je vzel ven. Pa ga je dal enemu, eni tekmoval, ne, enemu kolegu. In tako da je za najbolj žal bilo, ker je imel en tak potni list, preštapljan in ne vem kaj, pa ne. In je potem bolj napisal, on je takrat pošiljal tudi take kratke novičke za časopis Jutro. In to je v Jutru pisal venje. Sem rekel, on treba to piše, ja, je rekel, sem jaz napisal. Bil je pa, imel je na sebi pa tudi znak, ne, to so imeli vsi, ne. To je ta znak, je izrezan, ne, iz dresa verjetno, ne. Dva taka manj, ki sta bila tudi, ne vem, prišita na dresu. V danč gledam na enem filmu, ki so kazali Hrvati, ki so imeli vsi te znake, ne. Zanimiva je pa una leva, ne, slika, ki so tedel po Ljubljani. Zdaj ne vem, ali je to iz tistega teka ali ne. Na velikonočni ponedeljek so bili oni tradicionalno en tak tek po Ljubljani in so se ženske, to so se v tisti časopis. Eno je Jutro, ta drugi je bil pa, ne vem, kako se je imenoval, ki je bil bolj katoliški, so se pritoževali, da kaj se to prav, da mladi fantje v kratkih hlačkah po Ljubljani tekajo na praznik. Tako je bilo pač takrat. Je bilo pa to tekmovanje za kip Mateja Gubca, ne, ki to poznate, je bil leta 1537 v kmečkih uporih vodja, ne, na Hrvaškem in v Sloveniji, so pa potem kronar se žarečo krono in razčepljeni, ne, zakazali.
To je še zdaj na tistem Markovem trgu, si je tako z nekim petam označeno, kje je bil tisti žareči tron, ali kako bi rekel. To je zraven cerkve svetega Marka in v tisti cerkvi sta se moj oče in moja mama poročila. Sem zadnji bil poročil. In jaz sem imel eno zanimivo za mene, ne. Jaz sem hotel, mama je hotela, da bi bil novinar, da me so jeziki šli. Oče pa da bi bil zdravnik, da bi ostal v familiji, ne, ker je bilo še par stricev so bili zdravniki. No, jaz sem se odločil pa za elektrotehniko, za čist nekaj drugega. In ko sem jaz urejal za mamo, ko je imela tiste papirje, vidim poročni list, mamina priča je bila ena gospa, tisto, da stare prijateljice, mož njen je bil direktor Radia Zagreb. Od očeta mojega priča je bil pa inženir iz Telefunka, kjer so montirali Radio Zagreb oddajnik. To zdaj ponov, tam je bilo že od začetka nekako nakazano, kaj bo mene zgrabil. Tako se opravičujem, se to nadaljujemo. No, tle so rekel medalje njegove, ne. Desno zgoraj je pa značka, ne, ki je dobil na olimpijskih igrah, vsak tekmovalec. In pa skrajno desno je pa študentska značka. Ja, on je bil lahko tekmoval, ne, pa tudi ene ugodnosti so imeli za prvič za potni listen dobiti, pa za vožnje, pa to. To je bila CIE, ne, Confédération Internationale des Étudiants, študentovska mednarodna organizacija. Ker on je bil, tukaj nekje v tem tekstu piše, ker je hotel, da bi imel tisti status študenta še naprej, ne, čeprav je bil že na koncu, ga je teta, ta profesorca, zgleda na kemijo upisala. Ker je bil tisti status študenta in eni mislili, da je to študiral, pa mislim, da ni študiral, sam bravo je tista. Koliko danes kaži, študentje naredijo, so še nekaj upišejo, da dobijo tiste bone, pa tako naprej. No, to je pa, zdaj smo pa že Na koncu, ne. v planini, ne, poznate verjetno, tukaj je pa popazda. Naš Dragonar pa vaš oče, ne. Tako, oče to popal. To je bil družinski grob. Jaz sem ga enkrat vprašal, kaj njih so imeli tam pokojene, take bulerjene grobobe, grobnice, ne. Ja, je rekel, veš, pri tej hiši ni bilo nikoli toliko denarja, da bi nekaj takega. To ni bilo, to je taka investicija, kar nič ne prinese. Tako da zdaj je vsakokrat toliko žena to uredila pred parimi leti, tako da zdaj so pač vsi ti moji predniki tam. In najbrž mene čaka tudi tam kakšen dom. Je pa žalostno končal, ne, čeprav je mnogim ljudem pomagal, na koncu ga je pa avto povozil in je za posledicami te nesreče umrl. In to prav pred svojo zdravstveno organizacijo, mislim, ordinacijo, ne. Ja, tam, kjer so Zdravo, stanovali, ja. Ko jaz sem zvečer v eni bolnici pomagati, da. On je bil tako, veste, tam pred nami, pred našo hišo, je bil prehod, pa je bil tako kot smera, komi se ga je videl, ne. In on je šel s kolesom, mislim, da ga je na rok pedal. Čez pa ga je to vodnjak, to so bili tisti napol tovornjaki, 625 BJ, to je zastava delana, ga je podrl. In to je problem pri teh nesrečah je to, ker ga dvigne, to pa pade dol. In tisto naredi, da ne boš poškodbe, ne. In potem se je 14 dni matral tam v bolnici, so mu dali na tista jeklena buča, ali kako se tisto reče, in se je že izboljševal, pol je pa enkrat so prišli, pa so rekli, če bodo večera, bom pač ni bil malo prestar, da bi to tako hudo preživel. No, to je bilo pred to spodnjo sliko praktično, ne, na cesti. Malo višje, ne. Ne, to je... Tale, čujte? Ja, to je tista, ja. No, to je na koncu, ne. Je še naslednja hiša, tam je zdaj policija. In tam vmes je bil prehod, in ko ste šli ven, je bil nabarvan prehod za pešce, zebra. Na tistem ga je videl. Pa pol smo tisti nič mi ratali. Rekel, da je to že bolj
cestno podjetje, pa se res na kraju se to že. Še en zanimiv znak je Stebor, bo še tole malo pokomentirana. Ja, to se nam napravil. Moj oče je bil takrat tik pred začetkom vojne mobiliziran v Zagrebu, je bil kot kapetan prve klase te službe sanitetne v štabu tam nekje izven Zagreba. In ko so prišli Nemci, so vse te oficirje, ki so jih dobili, uniformi v taborišče za ujetnike odpeljali, ne. Moj oče je imel pa, ker je bil že tako visok, je imel avto in šoferja in sta šla to, kar tle vidite, je bila moja mama spravljeno, je bila taka za čez roko, veste, znak Rdečega križa, tisti je snel dol in je dal na to sprednjo frontšajbo, no, po slovensko. In tisti vojak nemški je tisti videl, pa ga je spustil. Takrat so bili Nemci tudi še tako, to so bili zasedli. No, in potem je prišel k tašči, ne, torej mami od moje mame, tam je dobil civilno obleko, tista je podala, potem so mu zrihtali nekje izven, ne v centru, kakor da bi, ne vem, na Viču v Ljubljani dobil tisto prepustnico in je šel v Ljubljani. To bo. Doma so pa naši so pa tudi pobegnili, pa k sorodnikom od očeta, starega očeta, je bil iz Dolenjske, ta Perpar, in so bili pa mi, so se tudi bali, da bo tako, kot je bilo v prvi vojni, da bo to že fronta. Torej, Italijani. In tako da še sploh so bili zmenjeni, če bo oče vse v redu, bo ta v enih novicah na Radiu Zagreb nekaj eno besedo rekel, ampak niso slišali, ker tam so škalali elektriko, mi čez radio škali. Tako da sta srečno pravzaprav za potrkati prišla skozi. A je še kaj takega, da bi vi povedal, pa jaz vas sem se vprašal, Že toliko mi se kar upravičuje. Majstra ni poznal, ne? Ne, majstra ni poznal, to meni ni šlo v račun. Nisem se pa nikoli direkt pogovarjal. No, ker se vidim, da so gostekle še en tak doživljaj njegov. On je bil eno leto v Celju kot zdravnik na stažu v bolnici. In tam je bil za eno gospo, ker je bila strašno lepa, sta tenis igrala. In je slabo ratal, je imel on na rokah, ne, je bil športnik, je bil v formi. Prinesel v bolnico, so jo operiral, tako se je štel, slepič. Zdaj ga je sprašal, se je tako čez tako, ne, se nisem poročil, ne. Rekel, ne, ker ni bila bolnic. Moj oče je bil na blondinke, moj oče je velik izrazita. On treba. Govorimo sem to resno. Potem pa se jaz lepo zahvaljujem sem, pa predlagam, da zaključimo. Ja, res je, tako ko so zapeli, da jim želimo tudi mi res iz srca še na mnoga leta, da bi še vztrajali z nami, ne samo z nami, ampak širše naše okolici, s to njihovo lepo pesmijo in pozadnjimi oblačili, in da predstavljajo en del zgodovine, bomo rekli, ne. Prej na začetku sem po sabo pozdravil, da so med nami tudi predstavniki Tigra, gospa Bruna tukajle, gospod župnik iz Planine, ki verjetno dobro pozna to zgodbo od gospoda Perparja, verjamem, tudi ga prej nisem videl, oprostite, ampak res hvala vam vsem skupaj, da ste se zbrali v takem številu, prisluhnimo en modelčku zgodovine, ki počasi odkrivamo. Vsake tukaj neki gospe, gospodje povejo, tudi tam imamo nekoga, pa tam nekoga poznamo, pa vi niste še slišali za enega, ampak ne vem, kako bomo vse to zbrali, ampak vsak neki po delah bomo sestavili še kakšno tako nadaljevanko. Res prisrčna hvala za obisk, hvala lepa, pa seveda gospodu Perparju, Veselje. po tukaj društvo iz srca podarjamo eno majstrovo knjigo, bo še kakšno stvar si lahko prečital. Res, ja. hvala vam lepa, hvala vam lepa. Mnogo leta tudi vam.